Inženirskega pogleda, dober dan. Ja, v Nemčiji smo. Dolenc tudi v Nemčiji, pozdrav, dober dan. Le, v teoriji, pa upam, da tudi v praksi bo takole. 6:20 se bodo kolesa mojega letala odlepila od tal. Iz Zagreba v Frankfurt. Iz Frankfurta v Basel. Elektrika bo na en način danes glavna beseda, potem je treba pa še nazaj priti, sprav Basel, Frankfurt, Frankfurt, Zagreb. Na poti bom dolg časa. Ok, gremo. Takole na hitrico ga verjetno prepoznaš, Opel Grandland, ampak ta je malo poseben. Kako to ugotoviš? Za začetek že z dvobarvno karoserijo, zgoraj temen, spodaj rdeč. Seveda obstajajo tudi drugačne barvne variante. Point tega avtomobila je pa, priključen hibrid je. Če si prele prebral, ne vidiš, kaj piše Grandland X Hybrid 4. Bo pa priključen Grandland hibrid ponudil dve zelo zanimivi opciji. Ali boš zbral tistega močnejšega z dvema elektromotorjema, ali pa tistega, ki ima bolj švoh, ki bomo samo enega. Zdaj pa počakamo tiskovko, pa naprej. Tiskovni je konc, počakam Gregorčiča, da vzame ključ, pa se gremo pet. Ta modrga. Kaj je ta prva stvar, ki bi jo ti povedal nekomu, ki nič ne ve o tem avtu? 3 motori, ki na kolesa porinejo 520 Nm. 520 Nm. Dober podatek. Jure, ta prvo je najen. Odklopil bom, ampak a veš kaj prej povem? Zelo je fajn pri priključnih hibridih, ki baterija ni prevelika. To se pravi, tudi če filaš na čisto normalen šteker, tisti, ki imaš doma za fen vklopiti, je taka baterija polna prej kot v 7 urah, se pravi čez noč. Oba naenkrat? Ja. No pressure. No pressure. Henslerhof, okay. The snow is waiting for you there. Really? There are 4 Yes, giga cameras. flaps. Dec so pozoril na radarje. 4 so. Meš ti fast. Pa veš kaj je fora? Veš kaj francoski fotoaparati naredijo? Kako pa nemški fotoaparati delajo? Jure se kar fletno zgleda, ne? Kaj naj povem, dok ne pelem? Ja, bitka za grame, ne? Leto 2021, 95 gramov CO2 mora biti v floti povprečje, ne? Opel je presegel, da bodo tudi dosegli. Je pa tudi res, kar pa je podatek, ne? Opel je v svoji floti modelu od leta 1995, kar spet ni tako daleč nazaj, do danes CO2 je spustil za skoraj 50%, 49, če sem čisto natančen. Dobar, to je kar podatek, se strinjam. Pa rekli so, da bojo do 2024 vsi njihovi avti, brez izjeme, tako ali drugače elektrificirani. Ciril, Kaj je, Jure? a veš neurokirurgijo? Robotska operacija brežine. Marija je stroj, a? Kjer je klešer zad? No tako, zdaj imamo pa z Juretom en kratek pit stop. Greva sem noter nekaj pojest, pa se posvetim pa avtu. Tam so enega parkirali tako luštno, da kar tizga uporabo. Torej, kar vidiš je Opel Grandland X Hybrid 4. Vidiš, se piše to tudi na zadku. In v osnovi se na videz tale avto ne razlikuje kaj dosti od navadnega Grandlanda. Pa ena čisto subjektivna opaska, tale dvobarvna karoserija se mi zdi, da mu fejst paše. In glavna posebnost točno tega avtomobila je valjda to, da je priključen hibrid. Če zbereš ta močnejšega, to sem prej povedal, dobiš 2 elektromotorja, en na prvi, en na zadnji osi in v tem primeru tudi 4-kolesen pogon. Če zbereš šibkejšega, to pravi ne tistega s 300, ampak z 224 oziroma 225 konji, pa imaš pa en elektromotor na sprednji osi, pa pogon na sprednja kolesa. Pa da dopolnim, kaj sestavlja pogonski sklop, še 1,6 litrski bencinski motor, pa 8-stopenjski menjalnik, valjda avtomatka. In Opel nam je dal danes zapeljati najbolj zmogljivo izvedenko. Pa mogoče še 2 pomembna podatka, baterija je nameščena pod zadnje sedeže, pa tudi sicer kufer v primerjavi z običajnim Grandlandom ni nič manjši, kazice dol butne še to, mislim, da švoh Jurija 600, Jurija 570, ziher sem kiksno, ampak tam nekje. Mogoče samo še ena stvar. Prej smo razlagali, da bomo Opel do 2024 vse avtomobile tako ali pa drugače povezane z elektriko. A veš zakaj? Dobro, se jaz vem, da dostikrat poudaram, koliko močen je ta hibridni električni trend, da to prodaja raste in tako naprej, ampak po mojem najbolj še takole rečem. V letih od 2017 do 2025, kje si Mesi? A poslušaš, če sem prav povedal? No pa mi ti povej, če si zapomnil. Od leta 2017 do 2025
bo delež avtomobilov povezanih z elektriko na naših cestah, v bistvu evropskih, narastel za kolikrat? Aha, se nisi zapomnil. Ne? Za 22% vsaj. Za 13-krat. A je to 22? Stari, v primerjavi z leta 2017 bo leta 2025 na cesti 13-krat več električnih avtomobilov, oziroma Ampak avtomobilov pazi, povezanih z elektriko. Ljudem je treba razložiti elektrificirani avtomobili, se pravi hibridi, priključni hibridi in električni avtomobili, pa še celo mild hibridi. Pa še tudi ne pozabim, imam eno fotko, ki bi jo rad pokazal, na kateri je zelo dober, pa na preprost način razložena pogonska zasnova avtomobila. Kje je kaj počne, govorim za elektromotor, motor, valjda taj spredi, baterije in tako naprej. Je pa Opel naredil tudi korak naprej. Če gre verjeti temu, kar so nam povedali na tiskovni konferenci, bodo tudi ljudje na drugačen način podučeni, kaj je v droboju avtomobila, ki bodo prišli v avtosalon. Opel si bo pa tukaj pomagal z navidezno resničnostjo. Preprost trik, ker sem ga že nekajkrat videl, sicer malo drugačen način, ampak vsakeč, ko ga vidim, sem ful dober. Sem vse posnel, izoli, pa si poglej. Components, and we can make it visible for the customer and explain it supported by this. Až ti povedal, kaj sem naredil, jaz povem. Ne, da je ti, kaj je tvoj vlog. Regeneracija energije, ki jo ti nabereš, ko se z avtom peleš, ne, lahko gre v nič, lahko jo pa požanješ. In to je Jure ravno kar naredil. Pravzaprav prestavno ročico premakneš za 1 stopnjo nazaj in avto v bistvu ne samo, da... Stop. V fiziki energija nikoli ne gre v nič. Spremeni se. Seveda, ja, spremeni se. Ja, no, ampak v nič, zate gre v nič. Ja. Ti jo zgubiš. Ja, ampak energija ne gre v nič. Ja. Ja, gospod profesor. In ti nočeš, da gre energija, da ti pobegne. Ti jo hočeš požeti in jo izkoristiti ali pa shraniti za pol. In to so ravno kar naredila. Kako se pa to vidi, ko se peleš? Ja, avto izrazita je zavera. Pa to ne prije prav sam, ko se peleš po klancu dol, ne? Tudi v mestu, Jure. Je res? Ja, tudi v mestu. Mislim, konec koncev s tem manj obremenjuješ zavorni sklop, ne? Čakaj, se ti skrijem. A še včasih kdo takole slika, pa se ti ne daj z avta, pa se moraš pa skriti, pa čaka. Aj že, še slika, lega, še, šit, Leo, Žila Glupača, moja dobra prijateljica. Sam če si glup, jo lahko imaš, drugače ne pride. Tako mi da sva hrib pa sneg zamenjala za dolino pa vinograde, Jure nekaj študira, ker se mi zdi, da bo še kakšen story naredil. Kaj še nisem povedal? Električnega dosega, to se pravi v navednicah neslišenega, bo do maksimalno 60 km pravijo, v teoriji verjetno okrog 50. Midva sva, Jure, poprečje pa nisva pogledala, ne? Seveda sva. Koliko je? Ja, od 5,4 do 5,7. Od 5,4 do 5,7 sva imela midva poprečje, vozila so pa, mislim, normalno so vozila, ne? Normalno sem vozila. Ciril je imel odseke, ko sva poznala zavezništvo 300 konjsko. Jaz pa veste, kakšno imam filozofijo s temi avtomobili, ne? To je avto, da iz njega izvlečeš maksimalni energijski učinek. Pa, ker smo že pri energiji, kako je pa s polnjenjem? Polnjenje je pa tako, na 3,4 kW polnilnik je serijski, lahko ima 7,4 kW, ampak tako, kot smo že prej rekli, fajn je pri tem avtomobilu, ker baterija enostavno ni prevelika in ga je mogoče čisto optimalno filati tudi na domači vtičnici. Ena stvar, ki jo ne smem pozabiti, valjda v skladu s trendi pa s tem, kar konec koncev lastniki takšnih, pa kmalu verjetno tudi vsakršnih vozil pričakujejo, Opel ponuja tudi neko posebno aplikacijo, prek katere lahko nadzoruješ, kakšno je stanje baterije, napolnjenost, pa preveriš lahko tudi druge funkcije pri avtomobilu. Še ena funkcija se mi je zdela zelo zanimiva, mislim, da se imenuje eSave. A veš, lahko si nastaviš ene vrste električno rezervo. En konček baterije prišparaš za na konc. Sam pa lahko določiš, je to 10 ali pa recimo 20 km, taka dosti cool funkcija. Pa še nekaj, ne, avto nisem od znotraj niti malo pokazal, je čas, da to naredim, ne, če se že počasi poslovim. Poglej, v osnovi se od običajnega Grandlanda ne razlikuje, tisti, ki se pa na to malo bolj spoznate, a veš, kaj je drugače, ne? Nimaš merilnika motornih vrtljajev, ampak zalogo moči, tamle na levi strani, pa tamle tudi piše zaloga baterije. Vidiš, da sta dva majhna števčka, en je talev, ki kaže zalogo goriva, klasičnega benzina, na desni strani pa baterije. Jaz pa Jure recimo svoje pokuril. Ja, zdaj pa mi do črto potegnil. Ma preverjeno tehniko, gleda v prihodnost, mar mu je za okolje, želi biti avto za vse okuse. Kaj jaz Gregorčiča damo v vlog, se mi zdi, da kar malo krade. Kaj pa najbolj hecen? Da mi je to všeč. Več glav, več ve, tako je treba delati s pametnimi ljudmi, ne pa jih stran pa tlačiti. Pa ti pel po avtobanu, ko vem, kaj te še tiši. Top speed. 235.
Si ne bi mislil, ne, za priključenega hibrida. Gremo probati. Inženirskega pogleda, dober dan. Ja, v Nemčiji smo. Dole institut v Nemčiji, pozdrav, dober dan. Lej, tako so me doma naučili, no, kaj ne.